Radio 1. Pozdravljam poslušalce Radio 1. Zdravo. Moje ime je... Povej, kdo si. S Klepačem in Gustinčičem. Tako, najprej uvod, kot vedno, danes je z nami ženska, ki je pred skoraj 30 leti stopila iz varnega zavetja državne službe in začela pisati svojo gledališko zgodbo. Leta 1997 je ustanovila gledališče, ki je postalo prvo privatno gledališče pri nas in že 26. oktobra istega leta odprla s premiero komedije Dan norosti. Tisti večer sta z mamo sedeli za mizico pred blagajno, sami prodali vstopnice, sami tiskali vstopnice, čistili oder, skrbeli, da je dvorana zaživela, od takrat naprej ustvarja, vztraja in pa gradi leto za letom. Zdaj, čeprav mislim, da ga ni človeka, ki ima rad gledališče, da ne bi po tem kratkem uvodu prepoznal, kdo je nocojšnji gost, vseeno bom postavil tisto prvo klasično torkovo King vprašanje. Povej, kdo si in kaj počneš. Radio 1. Pozdravljam poslušalce Radio 1. Zdravo. Moje ime je... Povej, kdo si. S Klepačem in Gustinčičem. Izvolite. Dober večer. Moje ime je Urša Alič in sem ustanoviteljica in zdaj direktorica Špas teatra. Sem hotela reči zdaj, ker me že sin počas rine me še čist ne, ampak ima že kar dost veliko besedo pri stvareh. To je lepo slišati. Najprej lepo pozdravljena in hvala, ker si vzela čas tudi za nas. Zdaj, Urška, začnemo pogovor za spremembo v tem trenutku, tukaj in zdaj. Kaj se dogaja v Špas teatru ta hip? Katera predstava trenutno najbolj živi na odru, katero največ igrate, kam spelje turneja? Ja, tako je. Mi imamo seveda novembra, to je naša največja sezona. Ja. V bistvu sezono začnemo septembra, ko pripravljamo teren tistih 8 mesecev, kar sezona traja. In v tem trenutku imamo 150 predstav do konca leta še. Wow. Po vsej Sloveniji, po vseh kulturnih domovih, to se pravi naše komedije in pa zdaj se v bistvu kar dosto se prejeli tudi Murder Mystery večerje. To je kaj? To je v bistvu večerja, to je večerja, pri kateri se zgodi umor. In potem morajo udeleženci te večerje raziskovati, kdo je morilc. Kaj dobro. In je super, tako je ponavadi tako med 40 in 50 ljudi na tej večerji in blazno uživajo. Ampak čakaj, to moraš imeti igralce vmes, ki to potem... Ja, to so igralci. Recimo zdaj imamo Pojedino za umret, kjer sta Luka Korenčič in pa Maša Tisel. Okay. Potem je druga predstava je Hotel Splendid, kjer je drugih 5 igralcev, tudi način igre in pa osumljenci so malo drugačni, no, da ne bi zdaj pač se cel večer v Murder Mystery večerjah pogovarjala, ne, ampak super je, ljudje blazno uživajo. To je taka butična zadeva, no, in tako da smo kar pridni, drugače pa budale. Ja. So prišle ven konec oziroma v začetku oktobra, to ljudje res razprodajo se dvorane tako res zelo hiter. Ob naši obiski, to je neka komična drama, mi jo imenujemo Special 65, to je 65. uprizoritev naša. Ja. In jaz vsake toliko časa vseeno dam na program kakšno bolj resno zadevo. Da presenetiš ljudi. Ne za presenečenje, ampak teater ni samo čista komedija, teater ni samo stand-up, tako kot zdaj pač zadnje čase slovi gledališče, slovijo... Veliko stand-up, ja. Govorimo o gledališče v komercialnem smislu. Tako da vsake toliko časa se vseeno odločim in dam kakšno tako pravo gledališko predstavo na oder, ki ima sicer manj ponovitev, ampak tisti ljudje, ki pa vejo, kaj gledajo, so pa zelo navdušeni. In pa seveda zdaj smo imeli pa to agencijo za razhode. Z Lara Komar, ne? Prosim? Lara Komar pa Lara Komar iz Trsta, Luka Cimprič iz Muđe in pa Domen Valič iz Ljubljane. Bodo hodili po Sloveniji, ljudje so totalno navdušeni in sem res bila tako zelo vesela, da nam je uspel spet en tak najdete eno tako dobro zgodbo, kjer se ljudje pač najdejo noter in da ni stand-up, ampak je res gledališka predstava, kjer je pa seveda v bistvu ste gledališče, ki ima zelo zvesto publiko, ne? Kako ohranjate stik s to publiko? Oziroma, kako ohranjate? Ohranjamo jo, v bistvu, zdaj, če bom čistko rekla, v dobesednem pomenu ohranjamo tako, da pač jih stalno informiramo o zadevah, katere pač imamo trenutno na programu, ampak zdi se mi najbolj pomemben, da ljudem daješ tako, da v bistvu pošteno delaš, pošteno komuniciraš z njimi, recimo, da se oni čutijo, da so tudi del
pač teatra in tako naprej. Tako da to se mi zdi zelo pomembno, da ljudje začutijo, da smo tam za njih. Ker mi v bistvu smo komercialno gledališče, ker nimamo niti enega evra dotacije. Vse, kar je, pokrijete sami. To se pravi, prodajo stopnice in tako naprej. In nam je vsak obiskovalec, ki nam plača vstopenco, nam je ful pomemben. In tukaj je zelo, zelo, zelo pomembno, da so ljudje res zadovoljni, da pač se ne počutijo, da smo jih izigrali ali karkoli. Ker enostavno nas ne bi bilo več tukaj že 28 let plus. Ja, plus in teče proti 30. In kako gledaš na slovensko gledališko sceno danes? Se ti zdi, da je zanimanje za komedijo celo večje kot pred leti? Jaz celo mislim, da si ti poskrbela, da se je komedija dvignila na nek višji nivo pri nas oziroma se je popularizirala. Ni se dvignila na višji nivo, zato ker so tudi včasih teatri, jaz sem delala v Magaleju 7 let, so tudi seveda delali vrhunske komedije. Vrhunske komedije. Zdaj se pa enostavno se mi zdi, da so se najdeli producenti, jaz jim rečem Excel producenti, to pomeni, da to so producenti, ki dajo stroške v Excel in če ni najmanj, ne vem, par tisoč evrov plusa, se ne dela oziroma čim manj vlagati, pa čim več ven dobiti in tukaj se je zgodil ta poplava nekih stand-upov, kjer seveda z vsem dolžnim spoštovanjem do vseh, da ne bo kakršne koli pomote, ampak se mi zdi, da je tako vse instant ratal, zelo, zelo instant, tudi same vsebine in tako dalje in sem se jaz v enem trenutku odločila, ali bom tudi zapadla v to novo sfero, vse smo tudi mi delali stand-upe, da se razumemo, ampak jih samo vsake tok časa. Prvi stand-upi so bili sigurno 5žensk.com in 5moških.com daljnih. To mislim, da cela Slovenija videla in da ste prekrižarili po dolgem in počes. Predstav smo imeli vse skupaj s trilogijo. No, ampak seveda jaz sem se v enem trenutku odločila, da mi smo gledališče in da bomo delali gledališke predstave. Drugo leto imam sicer namen delati drugi del ene ekstremno uspešne, bom rekla zdaj stand-upa oziroma monokomedije, ker še ne smem točno čisto povedati. Imam že pravice kupljene, pa tako, ampak bo, že drugi del ene res uspešne. Ampak teater je bistvo, teater se mi zdi bistvo, ker tukaj smo zato, da pač vsaj jaz sem osnovala gledališče takrat zaradi tega, da delamo teater, da ne hlepimo po nekem zelo hitrem zaslužku. Lahko bi včasih se vprašali, mogoče upam, da ne bo kdo osebno imel oziroma zameril, da zdaj v dobi ChatGPT-ja lahko tudi napišeš zelo hitro kakšno predstavco. Se ne da kar tako hitro, ne? Se ne da kar tako hitro napisati. No, jaz hočem reči, da se mi zdi, da je rešila ta poplava nekam, kar jaz ne bi pristajala na to. Če bi mogla v enem stavku povedati, kaj je bistvo Špas teatra? Bistvo Špas teatra je zadovoljevati oziroma bistvo Špas teatra je to, da pridejo ljudje k nam, da za tisto uro pa pol pozabijo na svoje skrbi, da jih želimo čim bolj zadovoljiti, nasmejati, biti pozitivni. In pa se mi zdi, da ker nam to že toliko časa uspeva, sem tudi jaz v bistvu tako zelo srečna, ko pridem kdaj v teater, jaz redko kdaj zdaj grem v gledališče zvečer, ampak ko pridem in ko vidim na koncu ljudje, kako ploskajo, kako so zadovoljni, to je en tak poseben občutek, ki ga, če ga ne doživiš, ga pač ne moreš razumeti in to tudi igralci razumejo, ki igrajo komedijo, da je to res nekaj, kar si ti zadovoljil tako širšo množico ljudi. No. Urško, kako pri tebi oziroma pri vas nastajajo sploh predstave, ideja za predstavo? Kako jo postaviš na oder? Več načinov je. Načeloma jaz zbiram nekje od januarja do marca, čeprav seveda skozi celo sezono, ampak od januarja do marca ima malo zatišja. To sem slišal, to se usedeš, greš za internet in brskaš. In zdaj sem celo začela printati, zato ker najdeš eno stran, pa ti je nekaj zanimivega, pa je tam nekaj počrtan oziroma spet en ta link in spet drugo in tako, da imam že fascikle teh idej. To ne shranjuješ, to printaš ti, še old fashion. Da vidim. Ker to ne vidiš. Moraš držati v rokah. Moram držati v rokah. In seveda se moraš to tekst prebrati. Razumem. In tudi recimo, zdaj, ko smo glih pri tekstih, če kdaj komu dan kakšen tekst za prebrati. Večinoma igralcev mi reče, prosim, da mi ti pošelj printano verzijo, ne bom po računalniku bral.
tudi mladi to. Ja. No, to se pravi, ali zdaj zbiram pač po spletu, po vsem svetu, kaj se trenutno uprizarja, tudi klasike in tako naprej. Ja. Ali pride kakšen igralec oziroma režiser, avtor, da s kakšno temo, da bi pač mi rekel, to bi pa mogoče prva zdelu. Ja, ampak kako veš, da bo to funkcioniralo? Ali to ne veš? Če sem čisto odkrita, jaz raj zberem tisto, kar vidim, kar čutim. Ja. Zaradi tega, ker če ti dobiš tekst iz Anglije, naprimer v eni uspešnici, ki se je tam igrala in ga prebereš, je sigurno čisto drugače, kot da pride avtor. No, veš, jaz bi pa to temo na ta način obravnaval. Približno tako se to sliši takrat, ker ne veš, kaj bo. Zdaj pač vem, jaz imam stalne sodelavce okrog sebe, ki točno vem, kaj lahko od njih pričakujem. Recimo, če pride Jure Karas k meni z idejo, da bo delal, Budale so imele prej delovni naslov Skečeraj in smo skozi o tem skečeraju govorili in je Jure rekel, veš, to bojo pač eni skeči, saj še točno ne vem, kako bo izgledal, ampak kaj bi ti to delala z mano. In seveda rečeš Jure Karasu, da. Ja. Tako da ja, no, potem pa recimo, če se zdaj vrnem na te tuje tekste, seveda potem naročimo tekste, jih imam res ogromno, poleg teh fasciklov, ki so že tudi printane samo ideje. Ja. In potem se nekako odločam, za katero predstavo, katero čutim, katero bi bila v tistem trenutku lahko dobra. Torej ti vzameš predstavo, vzameš tekst in potem iz tega in startaš potem tekstov preberem, res ogromno preberem. Predvsem moram jaz gledati, to mi je sicer zelo hudo, ker so obstajajo teksti recimo z 8 do 12 igralci, ki so perfektni teksti, sam se jih mi ne moramo privoščiti. Ker enostavno karta je lahko toliko in toliko denarja in čim imaš ti večjo zasedbo, je verjetnost, da... Pa tudi več manj igralci so si zaposleni po gledališčih in tako naprej, to se urediti in tako dalje, sinhronizirati to je težko. Čeprav vse nam rata, se tudi zbiram take igralce, pa tudi če igraš fair play, da veš pač kako in kaj tudi teatri nam ne dela načeloma težav. Potem je pa se začne pa seveda avtorizacija. Preden ti dobiš človeka oziroma royalties moraš prvo kupiti in moraš dobiti agenta. Približno koliko se tle vrti denarja? Tam od 5,000 do 15,000 evrov moraš v bistvu do denarja na začetek. S tem, da ni nujno, da boš dobil te pravice. Aha, to je samo tako? Ti boš dobil, ti podpišeš pravice s ful členi nekih zadržkov oziroma kako moraš narediti. In to je avans. In ti, če delaš predstavo, pa če dosežeš toliko in toliko ponovitev, se ta avans porabi, če ne delaš predstave, to njim ostane. Če imaš manjše število ponovitev, to njim ostane. Aha, tako to gre. Ja. Potem, ko to pogodbo podpišeš, potem pa se začne izbira igralcev, izbira režiserja. Ampak tam več nimajo prstov oni v mestu. V bistvu nimajo, samo moraš skozi poročila jim dajati, pa plakate pokazati, pa so neke tudi zakonitosti, so koliko mora biti velik napis recimo avtorja v primeri z napisom. Ja, tako da tukaj se te zakonitosti se treba kar držati. In tako recimo, 1,5 leta traja vse skupaj, da pride do premiere. Aha, do premiere. Do premiere traja cirka pol leta in igralci imajo približno 40 vaj po 4 ure, kakšni projekti več, kakšni tudi malo manj, ampak tam cirka 40 vaj je kar potrebno za predstavo, kaj potem vidiš na odru in vse zelo enostavno zgleda. Poznam, malo vem, nisem profesionalno igral, samo v par amaterskih gledališčih igral kot dijak. In vem, kako to gre. Najhujše je, oziroma najbolj simpatično je to, ko še 3 dni pred premiero pol jih ne zna teksta. En dan pred premiero. No, en dan si se hotel omlajšati. Razumemo, jaz pa hodim takrat. Ampak potem kar steče. Zdaj sem se naučila, v začetku sem bila živčna, sem hodila gor dol, bomo to speljali, dajmo kar premiero odpovedati, vse, sam črne misli. Zdaj sem se pri igralcih naučila točno to, da oni vejo, kaj delajo in tudi, recimo, zanj smo imeli eno obnovitveno vajo, zvečer pa pol predstavo, oni pa sploh teksta napol niso znali, kaj bomo mi naredili, vi ne znate teksta. Zvečer so profesionalno odigrali, vse znali. Ne vem, verjetno zaradi tega, ker jih publika povleče. Dejstvo je, da pač vedno se vse reši. Vedno. Zdaj sem to ugotovila. Razen, če ti
kakšne bolj tehnikalije zatajijo. Ja. Sem pa, če lahko samo eno anekdoto povem, ta hec, ta je ena taka zelo posebna. Najdla sem en tekst za en francoski tekst, najdla sem predstavo s francoskim tekstom in seveda mi zopet zaprosimo za pravice, agencijo v Parizu in oni rečejo, ne damo. Kako ne date teksta? Se mi bi plačala, ne? Mislim, ko smo mislili, da je kakšna majhna agencija ali karkoli. Ne, da pač stric Alil Vardar je ta igralec oziroma avtor, se je odločil, da tujini ne bo več dajal avtorskih pravic, zaradi tega, ker predstave niso bile izvedene v skladu z njegovimi pričakovanji in pa niso tudi bile plačane, ker so recimo avans porabili, niso potem spet naprej prijavljali naprej predstave in tako dalje. In gospod se je odločil, da to ne bo naredil. In seveda pa sem jaz rekla, da smo dali vse reference, kdo smo, kaj smo in tako dalje. In potem tudi je celo moja sodelavka, ki skrbi za to, je v enem določenem trenutku na WhatsAppu imela telefon in je tako, hi, I'm Alil Vardar. Ja. A vi ste zdaj to teater, v glavnem in se ona dva pogovarjata in ona razlaga, zakaj pač ona želi dajati v tujino teh tekstov na kar se ona dva dogovorita, da se bomo že enkrat videli ali v Parizu ali pa ono Ljubljano preletu. In potem se jaz odločam in greva mi dve v Pariz in greva pač njegovo predstavo gledati, se seveda predogovorimo, greva na večerjo. In on je rekel, 1 uro pa pol, 2 uri smo sedeli in on je rekel, da je želel pogledati v oči osebi, ki bo skrbela za njegov tekst. In vkolikor bom jaz poštena in če mu dam roko, da bo tekst v taki izvedbi izveden, kakor je bil pač, kakor ga on izvaja in kakor on želi, da mi bo dal pravice. In jaz sem seveda povedala, da da mi tudi vedno skrbimo za to in tako naprej. In je šel na stranišče in je nazaj prišel in je rekel, če mu dam lahko en papir in je tam sredi večerja v Parizu napisal pogodbo, da mi dovoljuje, da lahko uporabim ta tekst za določeno obdobje 3 let in tako naprej in je na papirček napisal, zva se podpisala. No, hotela sem zato to povedati, ker to je bilo pa res nekaj zelo posebenega. Je rekel, da pač ne želi več delati na ta način, ampak mi, da smo kar tja prišli. Ampak pate temu, da ko vajo pogleda v oči, rekel, ok, vama zaupam. Ja, zaupam in tudi sprašval me, kako teater funkcionira in tako dalje. In potem to predstavo ste naredili, bo še naredila? Ja, bom. Zdaj, ko sem malo brskal, o tebi sem zasledil, da si rekla, da zdaj delaš samo še s fajn ljudmi. Kako si prišla do te odločitve? Kdo so ti fajn ljudje? Ne vem, to je en tak širok pojem, ampak to je čisto odvisno, v katerem obdobju v življenju oziroma mesecu oziroma dnevu me vprašaš. Ljudje, ki pač radi delajo, ki so profesionalni, ki imajo odnos do tebe, ki te spoštujejo, taki, ki se ne sekiraš prav zelo veliko krog njih. Bilo je veliko takih v mojem življenju in profesionalnem in zasebnem in sem začela zelo zbirati svojo okolico. Se naučiš, ne, vseh tem času to. Zdaj pri teh letih sem pa moram priznati, da sem pa modra ratala, tako ko rečejo, vsi starejši govorijo, ko boš to pa to star boš, ampak vse drži, kar rečejo starejši, tako da. Okay. Kako uspeš povezati toliko različnih ustvarjalcev, vsakega svojim značajem, svojim ritmom, da predstava na koncu diha tako kot ena celota? Ker dejansko umetniki ima vsak svoj karakter, vsak svoje muhe. Jaz sem vedno znala prisluhniti oziroma jaz sem zelo senzibilna in začutim človeka. So ljudje recimo, ki ne bi v življenju mogli z njimi delati, ampak že na prvi kontakt, da se v bistvu z nekom nekako ne čutiš. Pa še energije, ne? Neke energije so. Zanimivo je, da recimo najbolj blazno energijo sem imela ravno s temi igralci, recimo, ki so bili, bom rekla zdaj tako najbolj problematični, pa ne bom rekla igralci, ampak nastopajoči. Ampak smo vedno imeli eno tako poseben tak strast, ta energy je bil. Zdaj pa pač delam z ljudmi, ki so tudi fajn privat, ki se lahko z njimi usedeš, lahko, ne vem, cel dan kavo z njimi piješ, se pogovarjaš o teatru in tako naprej. Pač dobro. In te ne ziritirajo in so pač. Imaš kakšen ritual ali pa pravilo pred premiero, pred predstavo?
Ja, imam to, da ne delam tisti dan zjutraj, v bistvu mogoče, če do zjutraj še kakšne maile in to odgovorim, ampak se probam čim bolj umiriti, zato ker meni je vsa premiera izredno stresna. Jaz nisem navajena biti med ljudmi, jaz sem se dolg let nazaj že preselila nekam v eno vas na samo in sem zelo ratala asocialna in mi ta vsa energija okrog premiere, teh znanih, ki pridejo, teh blazno velik publike, ki te obkroža tisti dan oziroma tisti večer, mi zelo veliko energije pobere, čeprav se tam smejim in zgledam, kako sem navdušena in kako je vse super. Tako da ja, počivam. In si naberaš dovolj energije, da lahko dodaš. Da se res čim bolj umirim, pol ponovadi imam eno maskerko, ki mi je prije lepo namazati, vsi vemo, kako maskeri dobro vplivajo. Na ženske? Pač na nek pred nastopom, seveda, kako te pomirijo in potem gremo delati. Kdaj si nazadnje rekla, to pa je bilo noro, ampak nam je uspelo? Glih zdaj pri tej audiciji, pri agenciji za razhode. Ja. Tako je, ti imaš lahko najboljši tekst, najboljše igralce, najboljšega režiserja, pa se stvari ne poklopijo. Ne veš do zadnjega. Ja. Do zadnjega ne veš. Lahko je pa ravno obratno, lahko pa v bistvu se v začetku nekako trudiš, matraš, mogoče ni tudi najbolj idealen tekst, pa lahko rata blazna uspešnica. Tako da vedno je ti stres zadnji teden, to me še vedno zelo ubija, no? Tako da zaradi tega stresa bi včasih kar rada kam šla. Ljudje si sploh ne predstavljajo, koliko je v bistvu to zelo naporno in zelo težko, ker čakaš, kaj bo publika rekla, koliko si pol leta, a si zdaj dobro naredil, ali je ljudem všeč, a jih bo zadovoljil. Problem je tudi, ker ljudje zadnje Pa veš to potem takoj, ko slišiš prvi smeh. Ja, veš, čutiš in rečeš, ljudje v bistvu tretirajo dobro komedijo po intenzivnosti smeha, kar seveda ni edino merilo, ampak tudi odvisno, zakaj delaš kakšno predstavo. Tako, kot sem prej rekla, delali smo komično dramo, ko smo vedeli pač, zakaj smo jo dali na oder. Agencija za razhode, ki je pa že v štartu, tudi en Francoz je napisal, Parižan, je pa že v štartu dobra tema, ki smo jo mi potem še nadgradili in pa nismo vedeli, a bo ljudem zanimivo ali ne ta nadgradna in glih ta nadgradna v bistvu jih tako prav sezuje, bom rekla. Zdaj, Urška, v enem od pogovorov si rekla, da si v vseh teh letih delovanja Špas teatra največja sprememba pravzaprav ti. Ja. Kaj to pomeni? Enostavno pomeni to, da sem začela z enim takim entuzijazmom, z eno tako energijo, ker danes sploh ne vem, od kje sem jo dobila takrat. Ja. Prvič ni bilo, mimo se moramo zavedati, da takrat so bile samo državna gledališča. Jaz sem šla dejansko tlakovati pot. Privatnim gledališčem, ja. Jih ni dosti več, kaj imamo? City teater, kaj še? City teater, ne vem, pa Valič, Vid Valič dobro dela, ima tudi teater in tako. Ne, takrat se sploh ne vem, nekaj sem znala delati, ker sem se v MGL-ju naučila, ampak mislim, jaz sem šla res v prazno sem bredla, včasih v snegu, včasih v gnoju, včasih v ne vem čem, ampak smo bredli, nismo zabredli, ampak smo pač iz teh stopinj naredili zdaj 4-pasovno avtocesto drugim. Predvsem sem se bolj umirila, zdaj sem mirna, razen teh stresnih trenutkov, ampak to so normalni. Čisto drugače gledam na življenje in verjetno, če bi začela takrat s to energijo, dvomim, da mi bi uspel. Zanimivo. Dvomim, zaradi tega, ker zdaj včasih tudi kar malo puško v koruzo vržem, včasih se rečem, zakaj si bi toliko prizadevala, čeprav še vedno se ekstremno prizadevam, samo na nek drug način. Bolj pazim nase. Okay. Kaj mora imeti dober vodja oziroma direktor teatra? Ne vem, če se to res. Si ti bolj organizator tip, si bolj praktična? Ne vem, jaz sem v bistvu jaz imam eno težavo, ker sem mal kolerik oziroma zelo hitro eksplodiram in sem zelo taka strastna in na glas govorim. In sem se v enem določenem trenutku zavedala, da motam ljudi s tem oziroma da me na nek način ne razumejo najboljše. Zdaj so mi še celo odkrili, da je to tudi del ADHD-ja. In sem se potem odločila, da bom najboljši direktor tako, da se bom umaknila,
stran. Torej, modrost je prevladala. Prosim? Modrost. Ja, modrost, pa sem ta modrost je že 15 let, tudi ta je bila prva, una svetlo plava, svetlo modra. Ampak ja, omaknila sem se, ker sem vedela, kaj so moje negativne stvari in sem začutila, da bom zelo težko to popravila, čeprav bi vsak mogoče kakšen motivator rekel, da se da vse popraviti, ampak pač jaz sem se raje odločila in sem se umaknila v svoj svet in pač operiram, bom rekla tako, bolj na teoretičnem principu, da vodim vseh teh 72 ljudi po mailih, zelo nerada telefoniram, ker tam, ko sem jaz doma, nam telefon ne lovi, nimamo signala in pa se moram posesti, rečem temu, telefonska govorilnica nekje v zunina in stav. Tako da ja, predvsem, ja, ne smeš obupati, nikoli ne smeš obupati, vedno moraš imeti motivacijo, vedno, tudi če nimaš sam pri sebi motivacije, moraš drugim, da to moraš biti za vzgled, da ti verjameš v neko zgodbo in da si strasten v tem, kar delaš in da ti v tem smislu zaupajo. Kaj te je gledališče naučilo o ljudeh? Ne dobro. Žal ne. Ja. Ampak si se naučila čitati, brati ljudi? Ne, jaz sem še vedno čist preveč naivna, še vedno vsakega človeka ali poslovno ali pa privat vedno sprejemam z odprtimi rokami, ampak se mi vedno bolj, pač vedno večkrat se mi dogaja, da sem v bistvu razočarana. Je pa se mi zdi tudi to zdaj način življenja, zdaj, ki ga živimo v tem obdobju. Ljudje so izredno nervozni, ljudje so neiskreni, stalno se pritožujejo, nezadovoljni so v kateremkoli smislu in v bistvu generalno, ja, da je to generalni problem, da to ni problem ali špase ali mene ali karkoli. Ampak ja, moram priznati, da še vedno verjamem v ljudi, ampak so me čist prevečkrat razočarali, da bi bila zdaj zelo navdušena nad svetom, okoli sebe oziroma širše. Torej imaš rada svoj svet? Najbolj. No, pa deva zaključiti najmen pogovor na začetku. Zakaj si se odločila, da zapustiš MGL in odpreš svoj teater? Je bil to denar, dokazovanje ali preprosto želja po svobodi? Mislim, da zadnje, želja po svobodi. Jaz sem hodila srednjo kulturno šolo in sem potem, bom zdaj skrajšala, avtomatično prišla v MGL. Tam sem se z vsemi sodelavci super razumela, ampak enostavno sem čutila, da znam več, da vem več, da vem, kako bi lahko boljš oziroma na drug način prodala predstave. Kar bi pač izzive v življenju? Zgleda, ja. Stalno, kakor še včasih rečem, zdaj pa ne bom več to dolg delala, bom šla nekam ležati na eno plažo, pa vsi, ki me poznajo, rečejo točno en teden, pa bi pa že začela iskati. Ja, in sem potem nekako videla, da tam ne bom mogla v tem smislu napredovati in sem se odločila in sem šla. In zdaj si tukaj, super. Kaj je bilo v teh prvih letih najtežje? In kdo so bili tisti, ki so ti pomagali in so stali ob tebi, v bistvu so bili tvoj oporni steber? V bistvu, če na prvo odgovorim najtežje, v bistvu takrat se mi zdelo, da nič ni težko. Jaz sem kar šla, zato, kar vedno rečem, kaj mami rekla, 2 karti sva prodali, Urška, pejva naprej, ne, jaz sem šla in danes ne bi sigurno več bilo tako in ne vem, če je bilo težko, vem pa, da nisem sploh imela plana B. Imela sem samo plana. Ob meni so seveda stali moja mami, ki še vedno stoji v meni, ker če ne bi bilo nje, ne bi bilo špasa, ker je 24 ur na dan pripadna. Je bila tudi potem računovodja, zdaj pa uživa v tem, da pere igralcem perilo in ga jih lepo polika vsakemu posebej in nese kaj v kulturni dom. Zdaj, ki je bila nekaj bolna, sem rekla, da bi pač sprostila, da ne bi več delala, pa je rekla, ne, Urška, samo prosim, ne mi tega vzeti, prosim. Rada dela to, ne? Rada. Seveda tudi začetek, Đuro, Tanja, Kuntner, Nina, to so bili v bistvu igralci, ki smo se prej poznali iz gledališča. Bil je tudi Uroš Maček, žal je Uroš premenil 14 dni nazaj. On je bil tudi prvi, ki je bil na nek način z nami in potem se je nadaljeval in potem
se spomnim, ko je bilo 5 let Špasa, takrat je bilo ogromna poplava komedij oziroma teatrov, ki so želeli igrati komedije. In takrat sem jaz rekel, Urša, ti moraš nekaj drugega narediti. Vsi bojo zdaj že šli za tabo, ti moraš nekaj drugega narediti. In sem se odločila in naredila kriminalko Mišolovka z Vitom Tauferjem. Ampak keč je bil pa v tem, da koga bi pa jaz rada imela. In sem rekla, jaz bi pa rada Jonasa imela. In sem se ga vedno ful bala, še zmagala. Jaz se spomnim, sem imela zelo respekt do njega. In takrat je on dobil 11. Viktorja. To je bilo tisto, lepo je biti milijonar. Ja. On je bil takrat na vrhuncu tega. Prepoznavnosti. Vsega. Ja. In sem jaz, piška, sem rekla, Jonas, jaz bi pa s tabo se dobila na en kavi, ne? Ja. Takrat sem se tudi bala. In je rekel, prid k meni v 10. In me je pripeljal dol po stopnicah v tisto njegovo 10, se je usedel za poker mizo z mano, takole nasprot mene in me takole gledal. No, kaj bi rada, punčka? Pa jaz rečem, jaz bi, če bi ti pri meni igral v predstavi, ko Vito Taufer režira, in pa razlagam, tako kot zdaj le približno, da razlagam. Ja. In on reče, Urša, dobila si me že pri besedi Vito Taufer. Ja, no, ampak recimo... Ti je odleglo? Ja, takrat, zelo mi je odleglo, ker sem se tudi na tak pogovor po moj mesec pripravljala. Wow. Ja, no, ampak takrat sem bila rešena taka punčka pa piška. Ampak si šla do Jonasa in si ga vprašala. In sem šla rešena. in sem naprej. In tako polje naprej tudi pri kakšnih drugih vodila me pot, ampak Jonasa se pa spomnim, pa tiste poker mize verjetno nikoli ne bomo v življenju pozabila. Že ko govoriš naprej, če pogledava naprej, že veš, kaj boste delili naslednje leto? Letos smo imeli kar 3 premiere, kar je seveda rekord, ampak se ne bomo tukaj ustavili konec januarja. Ja. Delamo še Svobodni zakon od Darja Foja. To je skoraj največkrat odigrana predstava za 2 osebi. Tijana Zijanič režira, igrata pa Vesna Prnarčič in Matej Puc. In to se zelo veselim, ker bo Vesna je že igrala pri meni v našem teatru večkrat in jo neizmerno spoštujem. Ona je ena najboljših komedijantk v Sloveniji. Z Matejem Pucem pa še v bistvu se sploh ne poznava, tudi ko smo se prvič po telefonu slišali mesec nazaj. Aha, tako sveže to. Ja. Tako sveže je to. Čist sveže. Zdaj smo imeli 3-4 vaje, okay. Tako da in se zelo veselim, da imamo tudi nov obraz in novo energijo, ker Mateja tudi izredno spoštujem, gledam ga tudi v nadaljevankah, kjer igra in je res je top igralec in se veselim že tega projekta. Kako planiraš vnaprej sezono? Spet po feelingu, po občutku, odvisno kaj pogledaš tistega januarja, februarja in marca, ko iščeš stvari? Po občutku, dejansko zdaj, to sem želela prej povedati, pa sem pol pozabila. Dejstvo je, da včasih smo igrali recimo eno predstavo 200-krat, 300-krat, tudi 400-krat. Yeah. In ti si lahko maksimalno 2 predstavi naredil na leto, včasih celo eno, in si jo igral in je pač dosegla tako število ponovitev. Zdaj, če pride predstava do 120, 150 ponovitev, je to že rekord. Spet damo stran stand-upe, seveda. Ja, razumem. Je to že rekord, kar pomeni, da moramo več predstav delati za manjše število ponovitev in zdaj bom dala 3 predstave z programa, zdaj počasi končujejo in bom mogla sigurno drugo leto narediti 4 nove. Ok, se bo tukaj ustavila, en SMS je prišel, a je bila trdna pot do vašega uspeha? Ali je bila trdna pot do vašega uspeha? Trnava ali pa trdna? Trdna piše tle. Trdna, ja, verjetno je bilo trnava, predvsem trdnava je bila. Ampak vsak uspeh, če sploh definiraš lahko, kaj uspeh je, a ne? Ja. Nič ne pride zlepa, nič ne pride zlahka, ampak je treba vedno za vsako stvar zelo delati in zelo žrtvovati se in predvsem pa moraš biti strasten do stvari, ki jih delaš in je potem vse skupaj veliko lažje. Mogoče si že tle odgovorila na to zadnje najbolj klišejsko vprašanje, kakšen bi bil nasvet vsem tistim, ki želijo postati igralci, ki delajo v teatru ali pa celo ustvarjajo gledališče? Kratek. Volja do dela, strast do
do usmeritve, ki jo delaš. Glizanca sem imela eno predavanje, ki so me isto vprašanje vprašali, pa je bilo tam veliko različnih ljudi noter sedel in sem rekel, bodite strastni, dajte si upati, najte tržno nišo, ker če boste delali tisto, kar vas veseli, boste v življenju uspešni. Ok, to je to, tukaj se bo ostavila. To je bila Urška Alič, ustanoviteljica in direktorica Špas teatra, ženska, ki je iz ideje naredila institucijo in iz poguma tradicijo, lahko rečeva. Če želite spremljati novosti in aktualne predstave, kliknite na spasteater.si in si rezervirajte svoj sedež. Urška, še enkrat hvala za pogovor. Srečno. Hvala lepa za povabilo in super je bilo. Hvala. To je Radio 1 podcast.